Projekt utrjuje vezi med gradovi v Posavju in nadgrajuje že obstoječe programe sodelovanja med gradovi in med lokalnimi skupnostmi ter gradi trdnejše vezi na podlagi skupne promocije, dopolnjevanja programov, fizičnega in zdaj skozi novo spletno stran tudi virtualnega povezovanja. Z njo smo želeli prepoznavnost gradov Posavja, nenazadnje tudi destinacije Čatež in Posavje, na kateri se vsi nahajamo, še dodatno ponesti v svet. Spletna stran ponuja informacije o gradovih Rajhenburg, Brežice, Sevnica, Mokrice in Podsreda ter nekdanjem samostanu v Kostanjevici na Krki. Da bi bila stran zelo aktivna ves čas, lahko na strani najdete tudi vse naše skupne dogodke oziroma tudi dogodke vsakega posameznika, tako bivše kot tudi tiste, ki se šele najavljajo in ki se bodo še izvedli. V sklopu strani pa je možno tudi rezervirati turistični paket, skupni turistični paket gradov Posavja z namestitvijo na Mokricah in z vsemi ugodnostmi in darilci na vseh ostalih lokacijah gradov Posavja. Spletna stran je bila naša že lanska ideja, ker smo začutili, da v bistvu moramo narediti eno digitalno promocijo skupno. Se pravi, do zdaj smo imeli tako, da je vedno bilo treba iti pač na enega izmed gradov ali pa muzejev in potem se je našla potem spodaj tudi ta projekt. In smo ugotovili, da to na nek način ne funkcionira, ker ljudje iščejo gradove ali pa iščejo sam projekt in smo že začeli s temi aktivnostmi. Najprej smo sicer skušali to dobiti v okviru projekta RDO, ampak se tam pač to ni išlo, zato smo rekli nič ne, akcija mora biti kar naša, tako kot do zdaj nekako in tako kot vsako leto vsak upravljalec, vsak vključen zagotovi določena sredstva iz različnih virov. Učinki medsebojnega povezovanja gradov se sicer že kažejo. In tudi ves čas delamo na tem, da drug drugega promoviramo, da so vsa gradiva na voljo v vseh gradovih, da se pogovarjamo pri določenih programih. Seveda vsi se ne morajo križati, mislim, se zgodi, da je kakšna stvar na isti dan, ampak saj tudi vemo, kaj je za določeno publiko, kjer imamo bolj lokalno, regionalno publiko, kaj si želimo bolj predstavljati nekemu turistu, ki pride, kaj je recimo bolj za strokovno publiko, kaj je za širšo publiko. Kot še dodaja Černilič Krošljeva, so vzpostavili kar nekaj zelo uspešnih praks. Dosegli smo tudi to, da se ljudje, ki delamo na teh gradovih, bolje poznamo. Smo bili skupaj na ekskurzijah, se srečujemo, imamo sestanke, se udeležujemo izobraževanj in tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno in to smo dosegli v teh letih, ne? Da se bolj poznamo, da smo nekako postala ena skupina, ki se sprašuje, išče kakšne nasvete, sooblikuje ene programe in da v bistvu tudi ta podpora je za nas izjemno pomembna, da se poznamo, da se podpiramo, da sodelujemo, da vemo, kdo kaj počne, kje je kdo močnejši, naprimer, ne, kje lahko kdo komu kaj pomaga in to mislim, da je tudi en velik dosežek tega združenja. Združenje Gradovi Posavja deluje od leta 2014, trenutno pa združuje 6 posavskih gradov.